pustimo posamezni primer, pomemben je princip. Kakšne močne vezi in povezave so ostale, kako ta mreža deluje. Probajte vi prepisati hišo od nekoga nase, to je nemogoče v Sloveniji, bi rekel, ne? Ampak ta kontraobveščevalni oficir je, tako rekoč, v enem dnevu prišel do zemljiške knjige, zaobšel pravno pot, ne vem, kakšni so vse te postopki, in uspel definitivno prepisati stanovanje nekega bivšega oficirja na svojega sina. V Beogradu se to je masovno zgodilo. Tam je močna koncentracija. Organizacija Zveza borcev, ki se danes kaže kot neka zaščitnica vrednot narodno-osvobodilnega boja, se temu smejim, to je ena sama varka, je danes v bistvu močna organizacija, ki drži bivšo Jugoslavijo skupaj. 9. aprila, se upravičujem, maja, lani pa letos tudi, je Slovenija prispevala delegacijo na zboru te ogromne organizacije v Beogradu. 40 ljudi je predstavljala delegacija. Vodil jo je polkovnik Milan Gorjanc, prej ste govoril o partiji. Človek, ki sicer to mesto ni zasedel, ker je bil v Užicu, na visokem poveljniškem mestu. Sam se pa hvali, da je bil kandidat in bil je res kandidat za šefa komiteja Zveze komunistov v JNA. Ta človek danes vleče niti, tudi v slovenski vojski. In ustvarjajo svojo agenturo. Zato smo popolnoma spodkopani in moramo se v roke vzeti, se rekel, bijemo plat zvona, tako kot jaz vidim. In ne samo Zveza borcev. Vidite, na veliko se govori o antifašistični fronti. To je nova organizacija, ki je na poti, ki bo združila vse bivše jugoslovanske komunistične potencijale pod eno firmo, ki jo oni imenujejo antifašistična fronta. In zanimivo, kako je stvar v predispoziciji postavljena. Oni ne določajo prej fašiste, da bi potem rekli, mi smo pa antifašisti, ampak se zdeklarirajo za antifašiste in kdor ni z njimi je fašist, direktno govorijo, ljudje moji, to vemo, pa se nič ne moš pomagati. Za ameriško vojsko, da je fašistična vojska. Američan je fašist. Je za Boga milega, to se dogaja. In seveda jasno v zadju zopet ruska politika. Zato jaz ne bom nočem nikoli polemizirati z institutom torej predsednika države in vrhovnega poveljnika, osebno spoštujem in ne bom nič rekel, razen tega, kar sem rekel na eno od 18 vprašanj, ki so mi jih postavili dodatno dijaki iz Želiml, če ste to prebrali. Vprašali so me, kaj o tem mislim. Preprosto sem rekel, to pravico si pa jemljem kot državljan te države, da mi to ni všeč. Ampak to je zelo milo za tisto, kar bi v resnici rad povedal, kar sem danes vam veliko več sporočil. Vem, da se to ustvarja. In so močne, visoki nivoji mednarodni, ki zahtevajo, da se pač jugoslovanski prostor ohrani kot neka celota, ker ga v nekih svojih projekcijah bodočih kot takega vidijo. In žal, naša draga Slovenija je zopet v teh projekcijah znotraj. Med sabo jih imamo. Te mreže so ostale. Poglejte, kdo pa to dela? In slovensko sodstvo, ko smo prej rekla, če bojo zaprli tega prvaka. Ne bodo ga, ker so inštrument, da ne dovolijo, da bi prišlo do procesiranja njihovih. In je inštrument, da dobesedno ubija nas, ki nas vidijo sebi nasprotne. To je, tako to vidim. Če se bo pa kaj spremenilo, Bog daj, delam za to. Kot sem danes tukaj, tako rekoč, vsak dan po Sloveniji, ker se mi zdi vredno vlagati v to, da se z ljudmi neposredno srečam, pa upam, da sem prepričljiv v svojih razlagah. In spet računam na podoben ključ, kot sem ga takrat uresničil, da vsak človek ima od sebi, ne vem, zagotovo 2-3 sosede, ki se z njimi razume, in da jutri, ne vem, ko se bodo usedli skupaj, da bo spet 3 naprej prepričal in potem je tudi neke grozaste organizacije, ki ni organizacija, ampak metode, bolje rečeno, ko smo zgradili v SNS, da bi počasi dosegli Sloveniji kritično maso, da bomo takrat, ko bo prišlo do trenutka, kdaj pa bo ta trenutek? Če ne prej, takrat, ko se izteče mandat obstoječim oblastem, ne? Demokraciji je sam en dan najpomembnejši. Vsi drugi so temu podrejeni. In če takrat ne odigramo igro tako, kot je treba odigrati, tu so pa najbolj odgovorni za to naši politiki, naši predstavniki
In apeliram na gospoda spoštovanega vašega predsednika Marka Zidnarška, dajmo se v roke vzeti. Treba je reaktivirati potencial demosa. Samo v tem vidim rešitev. In če bomo mi ustvarili, bo rekel, ta center moči, prepričani v vrednote osamosvojitve in v perspektivo na tem temelječo, tudi mnogi ljudje, vidite, da se veča iz dneva v dan procent neopredeljenih ljudi, ki, če bomo mi prepričljivi, bodo njim grede zajetni procent šel k nam in ustvaril tisto večino, da bomo preprečili to, kar se nam lahko v bližnji prihodnosti zgodi. Nič ni zavedno dano. Prepričan sem, da je Slovenija seveda dosegla svoj 1000-letni sen, pa ne vem, kakšne lahko si lepe besede govorimo, ampak moramo hkrati govoriti tudi kot o realnosti, da ta sen lahko se konča in bomo padli v neko godlo, ne vem, kako iz nje in kaj bo sledilo za naše zanamce. Torej, situacija je resna, bolj morda, ko se na vide zdi. Ampak, gospod general, poslušajte, vsak dan, bom rekel, te organizacije zavzemajo prostor. Jaz zdaj 3 leta nazaj so pravzaprav te leve strukture nam prevzele z novim mahom veteranov, veteransko organizacijo. Veteransko organizacijo treba ni več isto, ko je bila. Se pravi, je čista falanga borčevske organizacije in je tako postavljena. Celo šli naprej v provokacije. Pred 3 leti je na Medvedniku Kučan podeljeval priznanja tistem, ki so njegovo komando kršili. In to brez vsakega sramu. Kaj pravite na to? Gospod župan, to ni samo trebanjski fenomen, to je vseslovenski fenomen in trdim, da bo prepoznan čez desetletja kot svetovni fenomen. Da ljudje, ki so sodelovali z nami in smo bili odvisni na življenje drug od drugega, da so jih uspeli, da so te mreže, ki so ostalih preteklosti, jih uspele pretentati. In mnoge od njih, mojih najožjih sodelavcev, nekateri so postali predsedniki nekih zveza borcev, recimo v Krškem vam povem, recimo primer, tu človeka, ker smo potrebne, vam povem, eden sam paznik, vsem drugim lahko rečem, čist čas, svoj posel upravljajo, jim ga ne zavidam v zaporu, namreč na dolgo, ni lep in tisto plačo si zaslužijo, kakorkoli, ki tam so tudi ljudje, ali pa večinoma, so realni kriminalci in to delo ni lahko. Ampak, veste, en človek, ki se je mene osebno sposojal tako, da si ne morete niti misliti kako, je zet od tega mojega sodelavca, takratnega, iz strukture 13 voditeljev v Sloveniji. Pa si človek ne more verjeti, da je to res. Da ta človek danes vodi v Krškem, v eni gostilni, tako rekoč dnevno koordinacijo, katere član je tudi znani Gorenc, šef Zvezdne udbe. Ja. In družba teh ljudi. To je neverjetno. Mi smo res zelo naivno ravnali, osamosvojitev čudovito speljali. Mi smo speljali pa nujno potrebne ilustracije, s katero bi prestrigli bivše mreže, ki so se obrasle in tu imamo to, kar imamo. Gospod general, to v politiki glih tako kot v vojski. Ti moraš osvajati prostor in ne smeš dovoljiti, da se prav nasprotno stran infiltrira v centre moči tvoje strani, ne? Se ni. Je, kako da ne, če je VSO... Ne, gledajte, vam bi povedal, torej, ena stvar bo zgodovinska. Jože Možina, vsi ga poznamo, novinar, izjemen zgodovinar. In ko je prepoznal, recimo, projekt manevrske strukture narodne zaščite, ki je zelo kompliciran na stvar za prepoznati. Veste, kaj je rekel? To je javno znano. Je rekel tole, ko se bo dopisovala knjiga umetnosti vojskovanja po Sancuju ali ne vem komu še, te bodo morali zapisati kot umetnika, ki je iz komunistov zgradil armado proti komunistom. To ni tako direktno, se ne sme razumeti, kot je rečeno, ker si smo biti član partije, je bil kadrovski pogoj za slehernega, ki je deloval v strukturah vojske, policije in tako naprej. Praktično slehernega, ne? To je prenesen smisel. Torej, iz ljudi, ki so bili v tem sistemu, sem prepoznal tiste, ki so to jemali zgolj kot statistiko, srcem pa bili, so čutili nekako v tej smeri, da je prav, da se Slovenija osamosvoji, začutili utrip svojega naroda, tudi, bom rekel, nek utrip demokracije,
ki je bilo nam takrat tuj, kajti mi smo živeli in se rodili v svetu, kjer smo mislili, da je to edini na svetu takšen, ne? Me razumete? Ampak problem je tukaj, da politika ni naredila, mi smo naredili svoje. Če bi politika uspela v Sloveniji opraviti tudi s tistim drugim delom, ki smo rekli, ne? Torej vzpostaviti realno demokratične odnose. Pogoj za njih pa je to, kar so recimo Čehi uspeli narediti. Izpeljati ilustracijo, onemogočiti vodje, šefe, komunistične šefe in prestriči tiste mreže povezav, ne? Torej to mafijsko tkivo. Bi se stvar normalizirala, ti ljudje, ki so zdaj na njihovi strani, bi šli skupaj z nami naprej. Ampak zgodil se obratni proces, da so prefinjeno, korakac po korakac, v ozadju, tako ali drugače, jih obdelali, pridobili na svojo stran. Oportunizem pa, verjetno večinoma vemo, kaj pomeni, je pa ljudska, kaj je prirojenost, ne? Da se zelo radi ljudje navežejo na kakšen center moči s kakšnimi drobnimi kalkulacijami, pa če se še mačkem privilegijev da, včasih zadošča celo pol krajske klobase pa pol litre vina, če je v ozadju malo narčka, in vse to je malo pripomoglo, seveda z osnovno metodo prevzema, da so počasi, kajti društva pri nas nažalost vsa isto funkcionirajo. Metoda je takšna, da večina preglasuje manjšino, so infektirali svoje kadre na vodstvena mesta, jaz sem to doživljal, se zavedal tega, sedel skupaj z njimi in se nisem mogel čist nič pomagati. Večina je dvignila roke, tako kot je bilo treba dvigati, in zgodilo se je prevzem. Se smo mi ustanavljali ta društva, jaz pomembno, ampak ne morate verjeti, pred očmi se ti dogaja, kot da se ti ruši lastna hiša, pa ji ne moreš več pomagati. In zgodilo se je, to je fenomen. In res je, prav imate, grozljivka je, da so te naše oportune veteranske organizacije postale eno najpomembnejših sredstev za manipulacijo po potrebi partije, ampak groza me pa je, da se ne zavedajo, da spodkopavajo lastna tla pod nogami. In zaključil bom s citatom. Brošura, ki sem jo dal, prosim, vzemite jo, ne bo dolgočasna. Poglejte, gospod župan, rado vam podkrepito. Tu imate firmo teh dveh organizacij, ki predstavljata gro veteranstva Vojne za Slovenijo. To je Združenje veteranov Vojne za Slovenijo, Lipičevo, in to je Sever. Nisem mogel, jaz sem bil človek, ki je organiziral prvi sestanek na Fakulteti za družbene vede, da bi po vzorcu takratne organiziranosti napravili enovito organizacijo. Pa so mi hitro prekrili to možnost. Razdelili, zdaj so postali pa prijatelji. V čem pa so postali zavezniki? V odnosu na skupnega sovražnika ali pa nasprotnika, če hočete. In zdaj skupni nasprotnik smo ljudje, evo, čutim danes, da tudi moji soborci tukaj. Mi smo njihovi skupni nasprotniki, ki smo danes postali zvesti tistemu, za kar smo se borili. Gre za vrednote slovenske osamosvojitve. In kaj si dovolijo napisati? To hočem povedati, bolj dano. Teritorialna obramba, lejte to, ni bila nikoli razorožena. Ja, za Boga milega, zakaj se pa šlo? Vojne nikoli ni bilo. Imenujejo se pa celo vojni veterani Vojne za Slovenijo. Ni problema. In še naprej, manevrska struktura ni bila ustanovljena 17. maja 1990. To je njihov podpis, pogledajte, kdo je podpisan, Ladislav Lipič in dr. Tomaž Čas, predstavnik združenja. Namenoma sem dal, da vidite. Se človek ne mora sebi verjeti. Ampak to je res. Vse to ne bo moglo zdržati na dolgi rok. Meni se zdi večji problem v temu, kakšno škodo sprotno to ustvarja. Vse to ne mora zdržati. Če bo pa to zdržali, pa fantje, prosim, bom jaz organiziral en transport, pobegnimo čim prej iz te države. Res? In dajte pobude te zgodbe, jaz delam z mnogimi ljudmi, letega raketko pa tako naprej. Dajmo to, kako jaz povem, javno povedati, tudi kakšen poziv. Jaz verjamem, da v teh organizacijah je baza ogromno zdrave ljudem, ki so ponosni na prispevanje. Dajmo jih pozvati, naj izstopijo ven, pa naj jih pustijo same. Vsak nekaj dajmo napraviti. Jaz predlagam, da še eno vprašanje želite. Lahko samo nekaj govorijo o solidarnosti v Sloveniji. Ja. Pa o
socialni državi. Ja. Ampak pri nas smo še zmeraj socialistična država. Absolutno. Absolutno nismo formalno, ampak znotraj po teh tajnih metodah funkcioniranja je pa to komunistična partija Jugoslavija takšna, kot je ni bilo. To ni socialna država. Lepo vas prosim. Sociala, kakšna... Naprimer, pa je šefica, pa tisto ogrlico se tam na nos, pa socialna... Štrukelj se gre sindikalizem. Če pa treba Krkoviča nagnati iz Šubičeve gimnazije, pa da komando, pa ga naterajo. Kakšno sindikat je to? Vse je jasno, kateri dan. Hvala lepa. Jaz predlagam, da zdaj zaključimo s temle uradnim delom in vas že zdaj vse povabim dol v spodnjo etažo, tam so naše kmečke žene in članice tudi Slovenske ljudske stranke pripravljene en prigrizek. Naši člani imajo tudi cviček, ljubljeno, držimo besedo. Hvala Bogu. Tako da samo še, tam le vidim, gospod Kavšek ima eno obvestilo, se pravi, tudi za tole spominsko mašo boste potem lahko še tudi tole videli. Jaz bi pa zdaj tole izkoristil priložnost, da bi se pa... Aha, boš povedal, se samo obvestilo... Jaz rekel lep dober večer vsem skupaj z obe strani katedra. Baše je druga, odkar so ta prvo odprli 2009. Tukaj so še nepokopana, mislim, v Gajbicah trupla, v treh jezikih, pa še nekaj bi vam pokazal, danes po 18. uri je bil Italija naciska. To je tudi eden izmed razlogov, za katerega lahko greste. To je najlepša slika, kar jih je do zdaj rezolucija. Te, ki nihče ne ve, kje so. A so Gajbica, so plastični vrečki in to v tem mi živimo med tem. Ja, se pravičujem vam. Ja, tako, hvala. Najlepša slika, kar jih je do zdaj. Resolucija. Ena in ista zgodba. O kateri smo govorili? Žal. Ne bo nas zmanjkalo, njih bo zmanjkalo, ker delajo take neumnosti, gospod župan, mi sem dajmo mačkano se zbuditi, bi rekel. Kaj je rekel gole? Dajmo se že enkrat zbuditi. Mali je daro, ker je boksar, veste pa mis. Več temperamenta na naši strani je potrebno, pa se bojo stvari urediti.